Lep pozdrav županu občine Radovljica Cirilu Globočniku. Dober dan. V sredo je potekala redna seja občinskega sveta občine Radovljica, in sicer že 18. po vrsti. Na dnevnem redu je bilo kar 11 točk, vse ste srečno izpeljali do konca, tudi ta seja je potekala na daljavo. Torej, mislite, župan, da je sedaj daljava vsaj za nekaj časa zaključena? No, glede na včerajšnje podatke NIJZ-ja, sem jaz prepričan, da bomo imeli točno v tej naši veliki dvorani naslednjo sejo v mesecu juniju. Seveda si vsi to želimo, prvič, da smo v živo, drugič je lažje tudi glasovanje, ker je elektronsko, tako da ja, sem prepričan, da bo ta seja. No, je vse to omililo tudi množično cepljenje, ki ga imate tudi v občini Radovljica? Ja, seveda, veliko je prebolelih, veliko je cepljenih, vse skupaj tudi rezultati, torej zniževanja pozitivnih so obetavni. In do tam je še več kot en mesec časa in upam, da gremo v pravo smer, ne samo v občini Radovljica, ampak pravzaprav v celi Sloveniji. No, sprejeli ste kar nekaj odlokov na sredini seji. Eden izmed teh je bil tudi predlog odloka o občinskih cestah, in sicer vnaša nekatere spremembe. Kakšne? No, tukaj je bila pravzaprav razlaga, kdo pravzaprav pri posredovanju ali pa spreminjanju na posameznih odsekih, kdo je odgovoren za to. Seveda, to je posredovala statutarno-pravna komisija in obrazložila pač, da je za to zadolžena občinska uprava z županom. Seveda pa v nadaljevanju je bila tudi diskusija v to smer, da pri zelo pomembnih odločitvah, pri večjih naseljih, da se naredi mogoče korekcija in se še bolj pristopi torej k reševanju z čim več možnimi preizkusi in potem na koncu odloči pred zamenjavo recimo v določenih delih naselij ali pa v zaključenih celotah. Na dnevnem redu pa tudi odlok o oglaševanju, ki ga sprejemate prav zaradi tega, za različnih referendumov, zaradi oglaševanja, zaradi bližnjih volitev, ki prihajajo v naslednjem letu. In kako ste se zdaj dogovorili, kakšni so predlogi? Ja, volitve, kot ste jih omenila, to so samo en del, za mene ni bil to pomemben del. Zame pa za občinsko upravo, ki smo pripravljali ta dokument, je bilo izhodišče, da smo bili izredno dobro pohvaljeni glede na prostor v naši občini, ker smo očistili pravzaprav iz kmetijskih zemljišč vsa nepravilna oglaševanja, zato smo dobili velike pohvale. In pa seveda, da bomo v nadaljevanju šli predvsem v smeri trajnostnega, ekološkega pristopa, zato smo pravzaprav to korekcijo naredili in tudi v smislu oglaševanja, torej gospodarskih družb v naseljih, izven naselij, ker se to ne počne na kmetijskih zemljiščih, ampak točno opredeljeno. In pa tudi mora biti torej od same velikosti in pa postavitve, in ta odlok je bil tudi sprejet. Je odvisno tudi, kje stoji ta tabla za oglaševanje? Ja, seveda, ampak to je točno opredeljeno. Eno je torej vizualni izgled, drugo je tudi prometna varnost, ki zagotavlja, bom rekel, predvsem iz stališča vidljivosti zornih kotov, da ti reklamni panoji ne morejo stati v nekih križiščih, ki onemogočajo zelo dober pregled pri prometu. Seveda smo pa tudi eliminirali vse digitalne semaforizirane oziroma oglaševalne panele,
ker mislimo, da preveč motijo torej vse prebivalce v občini Radovljica. Na dnevnem redu pa tudi občinski prostorski načrt za območje Brezij. Predvsem se je pred meseci zatikalo na cerkvenem delu. Ja, poglejte, jaz sem zelo vesel, da smo mi postopek na tisti seji ustavili, predvsem iz tega stališča, da smo našli skupni jezik tako z Narodnim svetiščem, krajevno skupnostjo, turističnim društvom in pa vsemi prebivalci krajevne skupnosti Brezje. Lahko rečem, da je bil velik napredek in da je bila razgrnitev ponovna in da so bili v bistvu vsi zadovoljni in zato je bil gladko sprejet osnutek. Sem pa osebno zelo vesel, ker sem 10 let tukaj in dobesedno v 10 letih nismo ali pa niso vsi skupaj zmogli tega dokumenta pripeljati do te mere, da bo potem Narodno svetišče se lahko razvijalo in da bo zadovoljstvo tako pri krajanih, krajankah, kot tudi pri ostalih društvih, ki delujejo na tem območju. In sama razgrnitev traja še do 2. junija, tako je. Ja. Znižali pa ste tudi cene v letnim vrtovom. Res je, mi smo to predvsem iz stališča zaprtja vseh gostinskih lokalov in razvoja turizma omogočali vsem, ki seveda v predvsem tistih poletnih in udarnih mesecih, ki se da te terase povečati v normalnih pogojih, to ceno znižali z 48 evrov po kvadratnem metru na en simboličen evro, predvsem zato, da damo vedeti gostinskim delavcem in pa lastnikom, da jih podpiramo, predvsem pa, ker gre sezona turistična se približuje in je bilo to zelo dobro sprejeto, tako da to bodo veljalo, ta pravilnik bo veljal do konca letošnjega leta. Obravnavali pa ste tudi odlok oziroma ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Radovljica. Ja, tam gre predvsem za notranjo ureditev. To je bil osnutek tega odloka in tudi tukaj moram reči, da so mi moji sodelavci tudi z zunanjimi službami pripravili kvaliteten dokument in je bil gladko osnutek sprejet. Če bi vedel, da bo tako gladko, bi tudi predlagal, da bi mogoče v skrajšanem postopku to pripeljali, ampak bo pa na naslednji seji sigurno predlog tudi sprejet. No, po občini Radovljica pa potekajo tudi različna dela, obnovitvena dela na cestah, zaključuje se del Lipniške doline. Ja, lejte, moram povedati, da toliko kot mi letos delamo, se pa res ni v zgodovini občine Radovljica dogajalo, preprosto iz stališča, da sodelujemo z državo na tem odseku železniške proge Podnart-Lesce. Torej zdaj je bil sklep tudi in je že v izvedbi še od Lesc proti Jesenicam. To je prioriteta, seveda pa tudi na drugih področjih ne mirujemo. In sem zelo vesel, ker dela potekajo kljub zadnjemu vremenskemu obdobju, ki ni bil najbolj naklonjen gradbincem, ampak ne zaostajamo pravzaprav po programih na vsakih teh gradbiščih, kar se tiče končne izvedbe v določenih rokih, ki so pogojeni tudi s ponovnim zagonom potniškega železniškega prometa. Hvala lepa za vaše odgovore za danes. Hvala tudi vam.